Spoštovane borke in borci, udeleženci narodnoosvobodilne borbe 41-45, članice in člani kariernih organizacij borcev za vrednote NOB Celje, predstavniki mestne občine Celje in veteranskih društev vojne 91. Dragi občani in krajani, spet se bliža 1. november, dan spomina na mrtve, dan, ki nam s svojo intimnostjo in iskrenostjo pomaga najti povezavo med preteklostjo in sedanjostjo. Ko nam mrtve duše in dejanja naših predhodnikov pridejo bolj pred oči in postanejo v časovni odmaknjenosti še bolj jasne in bolj razumljive. Čas od leta 1941 do 1945, čas druge svetovne vojne, je čas, na katerega smo lahko Slovenci zelo, zelo ponosni, saj smo se s partizanskim odporom in bojem in z osvoboditvijo rodne slovenske grude uvrstili med zavezniško koalicijo zmagovalcev nad nacifašizmom in utrdili pot današnji svobodni, samostojni državi Republiki Sloveniji v letu 1991. Zbrali smo se na Golovcu ob spomeniku grobnici padlih borcev narodnoosvobodilne vojne, talcev in narodnih herojev širšega celjskega območja. Tu so pokopani posmrtni postanki 119 tudi upepeljeni v krematoriju v Gradcu, imensko jih je poznanih 43. Med njimi tudi narodni heroj Ivan Starika Janko, ki je bil rojen 1922. v Črnomlju, bil je dijak in kasneje poveljnik partizanskega bataljona in operativni častnik druge grupe odredov, ki je padel 7. novembra 1942 na Tolstem vrhu na planoti Dobrovlje, spopadu z Nemci. Tukaj počivajo od 2004. tudi posmrtni postanki narodnih herojev Dušana Krajgerja Juga, Franca Leskovka Luke in prvobork Vere Šlander Mice in Vere Šlander Lojske in Mice Šlander. Grobnica s spomenikom je delo inženir-arhitekta Janka Hartmana, urejena je bila že 1961, postavila pa sta jo Zveza borcev NOB Celje in Skupščina občine Celje. Pred kratkim je bil spomenik izpostavljen nerazumljivemu vandalizmu, kajti močno poškodovani in uničeni so bili posamezni deli spomenika. Objestnost dejanja neznanih huliganov, kdo ve? Vemo pa, da sta skrb in odnos do spomenikov polpretekle zgodovine ogledalo našega vsakdana. Ko včasih niti ni več važno, kdo smo, odkot prihajamo in niti kam gremo. Tako da se od vseh 63 spomenikov iz narodnoosvobodilne vojne v občini Celje ne bi mogli tudi kaj naučiti. Nekaj o svobodi, o miru, o tovarištvu, o solidarnosti in domoljubju, o vrednotah, ki so nam danes tako blizu in tako lahko dosegljive, saj za njih ni potrebno dati tudi naših življenj, kot so jih dale tukajšnje mrtve priče druge svetovne vojne, borci in talci. Danes, poleg omenjenih vrednot narodnoosvobodilne borbe, potrebujemo samo zdravo, dobro voljo, znanje, medsebojno sodelovanje, narodno zavest in predvsem poštenost, da si sami ustvarimo svojo srečno in spoštovano domovino v Evropski uniji.
tej priložnosti bi se rad še posebej zahvalil Mestni občini Celje za odlično sodelovanje njenih služb in vodstva za današnjo ureditev celotnega kompleksa spomenika, ki je, kot vidimo, danes urejen z vso dolžno pieteto in spoštovanjem do vseh počivajočih v tem skupnem poslednjem kraju, ki bo znotraj celotnega kompleksa tudi ustrezno hortikulturno urejen. Posebej pa bi se rad zahvalil za sodelovanje na današnji komemoraciji pevkam in pevcem, Pevskemu društvu pokojnic Celje, praporščakom in pa recitatorjem z osnovne šole Frana Roša. Današnjo spominsko svečanost in moj nagovor bi rad končal z verzi vklesanimi na stebru grobnice. Šli ste v boj za plemenite cilje. Tovariši, zdaj tu, v tem grobu, skupaj spite. Vsem, kar ustvarjamo, živi spomin na vas, ki ste legli v temo, da svetel pride čas. Nikoli vas ne bomo pozabili.